Ja, hotel je biti zraven mene, pa sem rekla, no, dej pa bod. Damir Ivančič se mi je pridružil v studiu Radia Fantasy. Mogoče tisti, ki ga ne poznate, tudi jaz ga včasih nisem poznala, pa sem rekla, kdo pa je ta šarmantni gospod, ne? Pa so mi povedali, kdo je. In pazi to ni kar nekdo. Je Celjan, ki ima ekstra rad Celja, je odvetnik, tako da malo se ga včasih treba bati, in pa predsednik zelo pomembnega organa za delo mestne občine oziroma mestnega sveta mestne občine Celje, in to je KVIAS. In o tem bova midva danes tudi kakšno rekla. Damir, dobro jutro. Dobro jutro, hvala lepa, iskrena hvala za vabilo in tako lepo dobrodošlico. Danes sem prvič uradno pri tebi na obisku in upam, da ne zadnjič. Ja, lej, odvisno, kaj boš pa tudi v bodoče še imel kaj zapovedati, ker se veš, opcij je veliko, ampak danes bova pa dala dva poudarka. KVIAS. Ja, jaz se bom kar napadla. Izvoli. A veš, ker ti si navajen teh soočenj že iz odvetniških vod, ne? Ampak ker je glih se upada s tem, ko smo kot Radio Fantasy dobili najvišje priznanje mestne občine Celje, to je bil v bistvu srebrni grb, in to ga podeljuje dejansko KVIAS, ne? Oziroma izbira. In zdaj marsikdo mene vpraša, pa koliko ste vi to sploh zraven prišli, a te more kdo nominirati, koliko te pa to potrdijo, a ti kaj plačajo za to, a moraš ti kaj plačati za to, pa snakaj najboljš, da kar tebe pokličem, pa da midva razpucava te zadeve. Kaj sploh KVIAS je in kakšna je vaša naloga pri tem? Hvala za to odlično priložnost. Mislim, da je to zelo zanimivo vprašanje, ki morda zanima tudi širše občinstvo ali naše poslušalke in poslušalce. Podeljuje ga seveda mestni svet mestne občine Celje oziroma občinske nagrade in priznanja podeljuje mestni svet mestne občine Celje. KVIAS oziroma Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve pa je organ oziroma ena od 6 komisij mestnega sveta mestne občine Celje, ki je tako imenovani matični organ, ki predlaga, naredi tako imenovani predizbor, zbira nominacije in na koncu predlaga mestnemu svetu v potrditev ta priznanja. Rad bi tukaj povedal, da je seveda vsakdo izmed nas, vsak Celjan, Celjanka, lahko tudi kdo od zunaj. Tukaj ni nobene omejitve, tisti, ki lahko predlaga, napiše tako eno nominacijo, jo posreduje na KVIAS, kjer občinske službe to vestno in zelo odgovorno pripravijo za nas člane KVIAS-a, ki na to odprto in vedno transparentno o tem razpravljamo. Lahko bo nekdo vprašal, kakšna so merila. Imamo napisana določena merila, ki pa so seveda okvirna, kajti nemogoče je nekako splošno oprediti, kdo je naredil več, kdo je naredil manj, kdo bi morda lahko si zaslužil, pa ni bil imenovan. Vsako leto je to resnično težka odločitev, velika odgovornost, priznanje in tudi zadovoljstvo ob tem, ko lahko podelimo nagrade letos vam in naslednje leto nekomu drugemu. Kaj pa je tisto, kar dejansko vpliva na to? Seveda, domačini smo, poznamo delovanje vsakega posameznika, poskušamo biti širši, imenovati oziroma podeliti priznanje nekemu posamezniku, neki organizaciji, nekemu kulturnemu, športnemu ali drugemu delavcu, ki se izpostavlja. Dejstvo pa je, da vedno bo ostal nekdo tako imenovano prezrt, pa ne z namenom, ampak vedno lahko izberemo nešteto število dobrih predlogov, kar ti vsako leto jih dobivamo res ogromno. In moram povedati samo to še na koncu, tudi sam poskušam člane KVIAS-a prepričati, da bi teh priznanj podeljevali vsako leto manj. Zakaj? Zaradi tega, da ne izgubijo na vrednosti. Če se pohecam, inflacija, preveliko število takšnih imenovanj morda tudi ne vpliva najbolje. Ampak kako pa sploh pride kdo do nominacije? Se pravi, jaz kot občanka lahko predlagam nekoga, se pravi ali podjetje, ali posameznika, športnika, kulturnika, kakorkoli, in rečem, ok, zdaj pa Damir je ta boljši odvetnik in zdaj pa on si pa zasluži po mojem mnenju priznanje. In jaz to prijavo pošljem na mestni svet. Kot rečeno, kdorkoli lahko posreduje predloge, jih upiše, seveda morajo biti ti predlogi dobro obrazloženi, utemeljeni z nekimi dosežki, čim bolj objektivno merljivi, vendar na koncu vsi vemo, o okusih se ne razpravlja. Nekdo je nekomu všeč, nekdo je nekomu manj všeč, ampak poskušamo biti tukaj objektivni. Povedano drugače, preprosto lahko se usedeš doma za računalnik in napišeš čim boljši predlog z obrazložitvijo, zakaj nekoga misliš, da je vreden, da se ga nagradi. Ja, to je enako, kot hočete recimo sebi dobiti zaposlitev, morate napisati super življenjepis, ne? Preprosto rečeno. Je pa še ena pomembna točka, ki sva jo morda pozabila povedati, da imamo pa
zadnjo kategorijo, ali ne najmanj pomembno, so pa tako imenovani kristalni grbi, kar je pa zelo pomembno. Tukaj pa nagrajujemo naše mlade, bodoče intelektualce, uspešne študente, ki v času svojega študijskega obdobja pokažejo največjo znanje, obseg in ti dobijo priznanje brez posebnega izbora, kolikor izpolnjujejo pogoj povprečne ocene. In zato pozivamo vse starše ali pa sorodnike, ki poznajo svoje dobre študente, da jih vsako leto predlagajo. Včasih smo imeli s tem nekoliko težav, da tudi nismo dobili predloge ali pa nismo vedeli. Spremljate strani Mestne občine Celje, vsako leto se ti predlogi podeljujejo. Ja, ok, zdaj en del kviaza, recimo temu, sva mogoče zaključila, ampak mene še vseeno zanima, koliko pa vas sestavlja dejansko kviaz? Ja, po statutu Mestne občine Celje je število članov določeno na najmanj 7. Na koncu je pa od vsakega mestnega sveta odvisno, kakšno bo to število članov. Moram povedati, in to sem resnično ponosen, da sem del tega, da v Celju resnično gojimo že dolgo leto visoko politično kulturo. Tako pod prejšnjim županom, kot tudi pod sedanjim Matijem Kovačem, želimo transparentno in široko vključevati vse člane mestnih političnih strank in list, ki so tukaj prisotne. Seveda se lahko med mandatom zgodi, da kakšna lista razpade. Ali se razdeli, ali se poveča število članov posameznih političnih strank ali zmanjša, na to mora povedati, da se kviaz ponovno sestati ali bo razširil to sestavo kviaza. Trenutno so pač v kviazu predstavniki vseh list, razen na novo formiranih, ki so se zgodile tekom mandata, za kar smo se odločili, da tekom mandata ne bi širili to komisijo, saj zelo dobro deluje in moram reči, da prav vsi člani kviaza iz vseh, tako levih, rečemo sredinskih ali desnih strani, zelo dobro med sebojno sodelujemo in se spoštujemo. Se pravi, malo ste politično, oziroma veliko ste politično obarvani, ali morda to vpliva tudi na izbor? Sam menim, da ne, kajti ravno to, kar je dodana vrednost lokalnega področja, je to, da se ljudje med sabo resnično poznamo in ocenjuješ nekoga po vsebini njegovega dela in doprinosa k nečemu. Saj jaz tako delujem, pa morda se to komu sliši tako ali drugače, to je moje iskreno mišljenje. In tudi v razpravi lahko povem, da se temu tako vidi. Seveda ima vedno nekdo morda svojega favorita ali pa si bolj želi to ali si bolj želi ono. Predstavniki obrti imajo favorite obrtnike, predstavniki športa, športnike, kulturnike. Na koncu pa menim, da je ta sestava, ki smo jo vsako leto do sedaj uspeli skupaj, če lahko rečem, zložiti, zelo ustrezna in primerna. Dajva narediti pikico pauzice, pa nadaljujeva, avela. Velja. Vi pa ostanite z nami, zdaj pa gremo naprej z Eurythmics in na uri kaže 20 minut do 10. Pa sva nazaj z Damirjem Ivančičem, ki je predsednik kviaza, ki sva seveda danes malo predebatirala, kdo to je, kaj to je, kdo ga sestavlja, kaj ga sestavlja in na kaj vse seveda vpliva. Tako da Damir oziroma šarmanten gospod, pozdravljen ponovno v studiu Radio Fantasy. Lep pozdrav. Zdaj, jaz tebe nisem poznala, ne? Veš, da sem sprašvala, kdo si, a ti si mene takrat že poznal ali še ne? To je dobro vprašanje, če sem te takrat, kdo je koga prej poznal, ampak spremljal sem te in tudi kot te sedaj spremljam, lahko rečem, da svoje delo opravljaš več kot odlično, strokovno in tako naprej. Hvala. A je to kaj vplivalo za to, da je Radio Fantasy dobil tudi srebrni grb? Vsekakor ne, kot rečeno, sem vesel in resnično počaščen, da sem lahko danes pri vas ravno z namenom predstavitve, kako to deluje. To je zgolj naključje, da je v letošnjih občinskih nagradah zajet tudi Radio Fantasy, ki mu ob tem priliki še enkrat čestitam, nikakor pa na to ni imelo nobenega vpliva. In jaz bom tudi rekla na tem mestu hvala kviazu, da ste nas v bistvu potrdili, pa seveda hvala tudi Zavodu Celje, oni vem, da so bili predlagatelj. Tako da za vse ostale poslušalce pa za naslednje leto imate definitivno možnost, da predlagate tudi koga od svojih favoritov. In mogoče bo pa prav on dobil katerega od najvišjih priznanj. Kot smo rekli, imamo kristalne grbe, ki jih dejansko dobijo vsi študenti za dobro opravljeno študijsko delo z določeno povprečno oceno in to je pogojeno samo z izpolnjevanjem teh formalnih pogojev. Potem pa imamo bronastega, srebrnega in zlati grb, ter najpomembnejši, ki ga pa z namenom ne podeljujemo vsako leto, pa je častni občan Mestne občine Celje. Ravno iz razlogov, kot sem jih prej povedal, da skušamo ohranjati kakovost teh priznanj, da ne izgubi na vrednosti. Absolutno. In Damir,
ti boš tudi počasi srebrnega dobil, glede na barvo frizure. Na pomanjkanje prisotnosti tudi. Ne, to pa ne. Ampak, Damir, ti si odvetnik. Baje, da si kar faced gajsen, da imaš rad take pikre. Tak sem prebrala namreč. Ne? Zdaj sicer res takšnega ne poznam. Ampak me zanima, ali ti odvetništvo pride prav tudi pri Kviazu. Ker konec koncev si le predsednik tega pomembnega organa. Ne? Jaz mislim, da vsako predznanje vodenja, sodelovanja ali komuniciranja zagotovo pripomore k dobremu upravljanju dela na katerem koli področju. In lahko temu tudi rečem, da zagotovo tudi Kviaz ali pa tudi politično delovanje, ki ga delujem kot tudi nekakšno osebno poslanstvo, kot Celjana, ki ima svoje mesto rad in kot prvi med enakimi v Kviazu, moram seveda znati komunicirati tudi z različno razmišljajočimi ali z različnimi pogledi, ki se tukaj pojavljajo. Pa te kaj za Srbi? Jezik v smislu tega, da rad povem gotovo, ampak jaz mislim, upam, no o tem lahko sodijo seveda ostali člani in članice ali pa tudi drugi, ki me spremljajo, da svoje delo skušamo upravljati resnično spoštljivo, medsebojno dobro sodelujoče in tudi lahko rečem, da se tudi počutimo dobro. Nikoli ne pridem s težkim srcem na kakršnokoli sejo Kviaza, kar mislim, da samo po sebi pove dovolj. No, ampak Kviaz, ne, sva rekla, da je v bistvu se ukvarja z volitvami. V bistvu se ukvarja, če lahko rečemo, z različnimi oblikami imenovanja, ne? Ali pa volitvami, kot lahko rečemo, znotraj pooblastil mestnega sveta mestne občine Celje. Prva naloga Kviaza po njegovem konstituiranju, ki ga konstituira mestni svet, običajno na prvi seji mestnega sveta, je, da oblikuje odbore in komisije. To so tako matični odbori, ki se ukvarjajo z različnimi področji, od okolja, prostora, družbenih dejavnosti, tudi kmetijstva in tako dalje. Ampak ta tvoje volitve me zanima. Kaj imate pa pri volitvah zraven? Temu se reče volitve. Ne? To je nekako stari izraz, ki se je uveljavil. Načeloma volimo, ne, mi predlagamo v imenovanja. Ne? Če lahko temu reče. Pač uporablja se ta izraz neposrednih volitev, kot gremo na lokalne ali pa na državno-zborske volitve, Kviaz tega seveda nima. Je pa lahko rečemo po domače, tako je kadrovski organ vsake občine, tako mestne občine Celje, kakorkoli drugih občin. Veš kaj, sprašujem te na takšen način, ker vem, da marsikdo iz imena bi sklepal, ne, da imate v bistvu vi prste zraven, kdo bo zdaj kandidiral za župana, pa kdo bo zdaj kandidiral za poslanca in kdo bo zdaj, a veš? Sveda da ne. To so občinske volilne komisije, ki so dejansko državni organi, korigirani se strani države in na lokalnem področju imajo svoje, lahko rečemo temu, izpostave. Kviaz se konstituira šele takrat, ko so mestne svetnice in mestni svetniki voljeni na lokalnih volitvah, kar bo tudi letos novembra. Ja, mislim, glede na to, da imamo kar volilno leto, ne, se kar pele. A kaj veš? A že kaj veš, kdo se bo potegoval za župansko mesto? Sam ne vem, verjamem, da bo, upam, dovolj kvalitetno število dobrih kandidatov in vsem želim sreče na teh volitvah. Kak politično si ti to zdaj odgovoril, to je ziharuna zdaj odvetniška, zdaj pa ne smem preveč povedati. Ne, dejansko povem to, kar mislim, pa kakorkoli se morda to sliši. Kot sem povedal, jaz osebno gledam kot mestno občino Celje in mesto Celje eno najbolj, če ne lahko rečemo celo najzglednejših mestnih občin, kar se tiče političnega delovanja. Seveda obstajajo določene osebe, ki so nezadovoljne, ki kritizirajo, nekatere tudi grejo preko roba, preko meja, ampak na splošno vzdušje resnično je na najvišjem visokem nivoju in tega si želim, da tudi v bodoče. Torej, kdorkoli bo naslednji župan ali bi lahko bil, ne samo, da si želim, verjamem, da bo deloval na enak način, kot so delovali vsi do sedaj. In veš, kaj bova še midva povedala, ker sva ravno dobila novico? Celje je najbolj športno mesto, to vemo. Najlepše, najbolj športno mesto. Drži. In pazite to, sprejeli bomo vse naše športne prvake 16. maja, to je naslednjo soboto, pri stadionu z Dežele. Tako da vabljeni vsi skupaj. Vabljeni vsi skupaj in pa seveda, kot sva z Damirjem že povedala, ker se nam seveda čas izteka, ker ko je fajn, gre to super hiter, da ste vabljeni tudi vsi, da v bodoče sodelujete in izbirate svoje kandidate, da prejmejo tudi najvišje občinsko priznanje, torej grbe in pa seveda tudi častnega občana, ko bo čas za to. Morda bo še enkrat častna občanka tudi ti, Maruša. Do takrat bo pa še moglo nekaj vode preteči, veš, pa tudi
veliko besed izrečenih. Mi je bilo pa všeč ena stvar, da so me omejili na minuto govora, ker so vedeli, da sem plačana, da govorim. Bravo. Damir, hvala za obisk in prideš še kdaj kmalu? Hvala za povabilo in z veseljem. Ajde, važi. Se slišiva, se vidiva, do takrat pa vse dobro. Srečno.